Obstajajo deževni gozdovi, ki so na slikah videti čudoviti, vendar so nevarni, če jih ne poznaš dobro. Ne govorimo o pošasti v gozdu, ampak o tem, da prava nevarnost tukaj izhaja iz izjemne vročine, hitrih vremenskih sprememb, strupenih živali, nevarnih rastlin, bolezni in krajev, ki jih reševalne ekipe težko dosežejo. Eden od krajev, na katerega moramo biti posebej pozorni, je deževni gozd Daintree v Queenslandu v Avstraliji. Ta je del mokrih tropskih predelov Queenslanda, ki so na seznamu UNESCO-ve svetovne dediščine. To je tudi eden najstarejših tropskih deževnih gozdov na svetu. Rastlin v tej regiji izvira iz zelo starega ekosistema, ki je obstajal še preden so se pojavili ljudje. A to ne pomeni, da se v milijonih let ni nič spremenilo. Rastline, živali, reke in podnebje se tukaj nenehno spreminjajo. Imenujejo ga starodavni deževni gozd, ker je v tej regiji že zelo dolgo prisoten deževni gozd. V Daintreeju so drevesa zelo gosta, vročina in visoka vlažnost sta prav tako značilni. Zaradi tega se človeško telo hitreje utrudi in izgubi vodo, še posebej, če dolgo časa hodiš. Pot je lahko tudi spolzka zaradi dežja, blata, korenin in mokrih kamnov. Tudi preprost drz je lahko resen problem, če si daleč od ceste in ni hitre reševalne službe. Ena največjih nevarnosti pa se skriva v rekah, potokih, mangrovah in obali. Tukaj živi morski krokodil. To je največji živeči plazilec na svetu. Lahko ostane skoraj popolnoma nepremičen v vodi, medtem ko čaka, da se mu približa kakšna žival. Ker sta zunaj le oči in del glave, ga je težko opaziti v motni ali temni vodi. Ime morski krokodil ne pomeni, da živi samo v morju. Lahko ga najdemo tudi v rekah, estuarijih, močvirjih in drugih delih sladkovodnega sistema. Maja 2016 je krokodil potegnil žensko, ki je hodila po plitvi vodi na plaži Thornton Beach, ki je del narodnega parka Daintree. Takrat je bila noč in njena spremljevalka jo je poskušala rešiti, vendar ji ni uspela. Krokodil lahko napade iz plitvega dela, še posebej, kadar je temno, tiho in je težko videti dno. Zato so opozorila oblasti v deželi krokodilov jasna. Ne približujte se robu vode, ne plavajte brez potrditve. Preverite, ali je kraj varen in upoštevajte vsa opozorilna znamenja. Toda v Daintreeju ne smete paziti le na velike živali. Tukaj je tudi ena rastlina, ki izgleda kot navaden širok list. Imenuje se džimpi ali pekoče drevo. Njeni listi in veje so prekriti zelo drobnimi dlačicami, ki so kot iglice. Ko se te dlačice dotaknejo kože, lahko prodrejo vanjo in sprostijo toksin, ki vpliva na živce. To lahko povzroči hud pekoč občutek in bolečino. Po podatkih Queenslandskega centra za informacije o zastrupitvah, lahko bolečina traja več dni in se včasih vrača še več mesecev. Zato je nevarno, če se listov kar tako dotikamo. Čeprav se zdi, da nimajo trnov, se lahko majhne dlačice zadržijo na oblačilih ali predmetih. Če se jih ponovno dotaknemo, lahko koža spet začne boleti. Še ena znana žival v tem deževnem gozdu je južni kazuar. To je velika ptica, ki ne more leteti. Lahko doseže skoraj 2 metra višine, velike samice pa tehtajo do 70 kilogramov. Ima močne noge in dolge kremplje. Ko se počuti ogroženega, lahko brcne in povzroči hude poškodbe. Divji kazuar se običajno izogiba ljudem, vendar lahko napade, če ga hranijo, preganjajo, motijo ali se mu preveč približajo. V Queenslandu je bila leta 1926 zabeležena smrt. Najstnik in njegov brat sta poskušala poškodovati kazuarja. Ptič se je branil in ubil enega od bratov. To pomeni, da je kazuar nevaren, če ga prisilite v boj. Vendar to ni pošast, ki bi sama iskala ljudi za napad. Pravzaprav je kazuar pomemben tudi za zdravje deževnega gozda. Je velike sadeže in prenaša semena v druge dele gozda. Nekatera velika semena lahko raznese zelo daleč. Obstajajo tudi zgodbe o nenavadnem bitju imenovanem jaui, za katerega pravijo, da se prav tako skriva v avstralskih gozdovih. Vendar še ni trdnih znanstvenih dokazov, ki bi potrjevali, da je to resnična žival. Kljub temu nevarnost v gozdu Daintree ne izhaja iz tega, da bi se gozd namenoma boril proti človeku. Namesto tega gre le za naravno zaščito rastlin in živali. Na primer, džimpi ima zelo drobne dlačice na svojih listih in vejah. Te so kot majhne igle. Ko se te dlačice dotaknejo kože, lahko prodrejo vanjo in sprostijo kemikalije, ki pošiljajo močne bolečinske signale v živce. Te drobne dlačice je težko odstraniti, saj se lahko zlomijo in ostanejo v koži. Zato lahko že preprost dotik napačnega lista povzroči dolgotrajno pekočo bolečino. Kazuar pa ni navadna ptica. Tako kot vse sodobne ptice, tudi on spada v zadnjo živečo skupino dinozavrov. Kazuar ima močne noge in hitro teče. Ima tudi dolg in oster krempelj na srednjem prstu.
Ko je ujet, preganjen ali hranjen, lahko postane agresiven. Zato je prav, da se umaknete, ne blokirate njegove poti in ne poskušate približati ali prestrašiti. Poleg tega obstajajo v deževnem gozdu še druge nevarnosti, ki jih ni mogoče takoj opaziti. Zaradi vročine in vlage se nekatere bakterije in glive hitro razmnožujejo. Majhna rana se lahko razdraži ali okuži, če se napolni z blatom in ni takoj očiščena. Tukaj niso problem samo rastline in živali. Prav tako so tu strme gore, deroče reke, globoko blato, organizirani kriminal in skoraj popolna odsotnost hitre reševalne službe. To je Darien Gap. Nahaja se med Kolumbijo in Panamo. To je gosto gozdnato območje, ki ločuje Južno Ameriko in Srednjo Ameriko. Če pogledate na zemljevid, se zdi, da so ceste iz Južne Amerike do Severne Amerike povezane, vendar pa manjka en del. Darien Gap je edina ovira. Tu se panameriška avtocesta prekine. Avtocesta se konča v Panami in se ne nadaljuje neposredno v Kolumbijo. To pomeni, da ni običajne ceste, po kateri bi lahko vozila skozi džunglo. Ne zato, ker nihče ne zna zgraditi avtoceste. Kraj je res zelo zahteven. So gore, reke, močvirja, gosta džungla in zemlja, ki se ob dežju hitro spremeni v globoko blato. Gradnja ceste tukaj bi zahtevala izjemno velike stroške in stalno vzdrževanje. Obstaja tudi okoljski problem. Del Dariena so pomembni zaščiteni gozdovi in dom številnih rastlin in živali. Obstajajo tudi avtohtone skupnosti, ki že dolgo živijo v regiji. Obstaja še en razlog, zakaj se avtocesta preprosto ne nadaljuje. Pomanjkanje cest je služilo kot ovira za širjenje nekaterih živalskih bolezni iz Južne Amerike v Srednjo in Severno Ameriko. Zato Darien Gap ni preprosta težava, ki je sodobno inženirstvo ne bi moglo rešiti. Človek lahko tukaj zgradi cesto, vendar je to zelo drago in lahko povzroči veliko škodo naravi ter skupnostim. Številne odprave so že poskušale prečkati območje z vozili. Pogosto ne gre za neprekinjeno vožnjo. Treba je posekati rastlinje, zgraditi začasne mostove in kopati po blatu. In včasih je treba vozilo dvigniti ali vleči. Tudi če ekspedicija uspe prečkati, to še ne pomeni, da se lahko ta pot uporablja kot redna avtocesta. Še vedno je zelo težko priti čez to, toda danes najbolj boleča zgodba o Darienu ni več o vozilih. Gre za migrante, ki prečkajo peš. V zadnjih letih je več 100.000 ljudi šlo po tej poti. Mnogi prihajajo iz Venezuele, Haitija, Ekvadorja, Kitajske in drugih držav. Vsak ima svoj razlog. Nekateri bežijo pred revščino, nemiri, diskriminacijo ali brezposelnostjo. Drugi upajo, da bodo prišli v Združene države ali drugo državo, da bi začeli novo življenje. Toda preden pridejo tja, se morajo soočiti z Darienom. Ni ene same varne poti, ki bi ji lahko sledili, ni. Včasih hoja traja več dni. Za nekatere to traja več kot en teden, odvisno od dežja, poti, starosti, zdravja in teže prtljage. Prečkati morajo strme in blatne poti. Ko dežuje, se lahko preplitva voda spremeni v deročo reko, v blatu pa je zelo spolzko. Če se poškoduješ na nogi, je vsak korak težji. Hrana in čista voda se tudi hitro porabita. Če piješ iz umazane reke, lahko dobiš drisko in dehidracijo. Obstaja tudi nevarnost malarije in drugih bolezni, ki jih prenašajo komarji. Večje tveganje imajo otroci, nosečnice, starejši in bolni. Nekateri ljudje ne morejo več nadaljevati hoje. Pustijo oblačila, torbe, čevlje, igrače in druge stvari, da bi olajšali svojo prtljago. Zato je na poteh, po katerih so šli, mogoče videti veliko stvari. Vendar niso vse stvari, ki so jih pustili, preprosto smeti. Nekateri predmeti so znak, da je bil nekdo utrujen, izčrpan, ranjen, ločen od skupine ali ni mogel več nadaljevati. Obstaja tudi nevarnost strani drugih ljudi. Po poročilih Združenih narodov in humanitarnih organizacij so nekateri migranti doživeli krajo, nasilje, spolno nasilje in ustrahovanje strani kriminalnih skupin. Težko je prositi za pomoč, ker je kraj oddaljen in je signal šibek ali ga sploh ni. Ko nekdo izgine, ni enostavno poslati helikopterja ali reševalne ekipe. Gost je gost in malo je trajal, kjer bi lahko pristali. Prav tako ni znano, koliko ljudi je tukaj dejansko umrlo. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije, veliko smrti morda sploh ni zabeleženih, ker teles v gostih gozdovih in deročih rekah ne najdejo. Leta 2024 je organizacija zabeležila rekordnih 174 smrti migrantov na Darienski poti, vendar je možno, da je resnično število še višje. Na te migrante ne smemo gledati kot na ljudi, ki so se preprosto odločili tvegati. Veliko jih ve, da je pot nevarna. A vendar je za njih še bolj strašljivo ostati na kraju, ki so ga zapustili.
To je razlog, zakaj še naprej prečkajo, kljub blatu, boleznim, kriminalu in možnosti, da morda ne bodo preživeli. Tudi v darenski vrzeli se je lahko izgubiti, tudi če imaš izkušnje z džunglo. Rastlinje je gosto in vsak smer izgleda skoraj enako. Ko se pot zaradi dežja, blata ali podrtih dreves izgubi, se lahko človek vrti v krogu in se nevede vrne po isti poti, po kateri je že hodil. To ni zato, ker bi se džungla premikala ali ker bi skrivnostna sila zavajala ljudi. Preprosto izginejo jasni znaki poti. Malo je razglednih točk, ki bi jih lahko uporabil kot vodilo. Ne vidiš gore ali sonca, ker ju zakrivajo drevesa. Zvok se lahko tudi spremeni v gostem gozdu. Klic ali koraki se lahko odbijajo od dreves, zato je težko ugotoviti, od kod prihajajo. Ko je človek utrujen, lačen, prestrašen in mu primanjkuje spanca, se tudi lažje zmede. Lahko si misli, da ga nekdo sledi ali da sliši glasove, čeprav so to le zvoki živali, vode, vetra ali premikajočih se rastlin. Ni potrebe po nadnaravni razlagi, dovolj sta utrujenost in izguba smeri, da postane gozd nevaren. Tla so na nekaterih delih Darjena šibka, veliko območje je strmih, blatnih in poplavljenih. Ko močno dežuje, lahko poti hitro izginejo in reka naraste. Vlažnost je zelo visoka, zato so oblačila in čevlji pogosto mokri. Če je koža dolgo časa izpostavljena vodi, se lažje pojavijo rane, žulji in okužbe. V regiji so tudi strupene kače, vključno s ferdelans ali tertiopelo. Običajno se skrivajo v travi, listju in ob robu poti. Kača lahko ugrizne, če jo pohodite ali se ji preveč približate. Njen strup lahko povzroči otekanje, krvavitev in poškodbe tkiva. Tako je potrebna medicinska oskrba in protistrup. To je težava v Darjenu. Tudi če obstaja zdravilo, je bolnišnica lahko zelo daleč. Obstajajo tudi insekti, ki lahko odložijo jajčeca na kožo človeka ali živali. Eden od teh je človeški kožni obad. Njena ličinka lahko zraste pod kožo, preden jo odstranijo. To je strašljivo za pogledati, vendar je to običajno ozdravljivo, če ga pravočasno opazimo in pravilno očistimo. Še večjo nevarnost predstavlja onesnažena voda. Če nimaš dovolj čiste vode, si lahko prisiljen piti iz reke ali potoka. Voda lahko vsebuje bakterije, parazite ali iztrebke drugih ljudi in živali. Ko imaš hudo drisko in bruhanje, tvoje telo hitro izgublja vodo. Na vročem kraju, daleč od medicinske pomoči, je lahko preprosta okužba želodca zelo resna. Zdaj pojdimo v drugo džunglo. Obstaja še ena džungla, kamor ne bi smel iti, tudi če si dober raziskovalec. Ne zato, ker bi bila pot pretežka, ampak zato, ker tam živijo ljudje, ki očitno nočejo stikov z zunanjim svetom. To je otok Severni Sentinel. Nahaja se na Andamanskih in Nikobarskih otokih, ki pripadajo Indiji. Obdan je z morjem, koralnimi grebeni in gosto džunglo. Tukaj živijo sentinelezi, ena najbolj izoliranih avtohtonih skupin na svetu. O njih je znanega zelo malo. Ni znano, koliko jih je, kakšen je njihov jezik, prepričanja ali celoten način življenja. Napačno jih je imenovati ljudje, ki so ostali v kameni dobi. Ne živijo v preteklosti, živijo v sedanjosti na način, ki ustreza njihovemu otoku. Obstajajo tudi dokazi, da uporabljajo kovino, ki jo najdejo med naplavinami ali predmeti, ki so se poškodovali blizu obale. Jasno je, da so večkrat pokazali, da ne želijo stika. Ko se čoln ali človek približa, lahko pokažejo orožje in izstrelijo puščico kot opozorilo. Zaradi tega Indija strogo prepoveduje približevanje in vstop na njihovo zaščiteno ozemlje. Zakon ni namenjen le zaščiti obiskovalcev. Še pomembneje pa je, da s tem zakon ščiti sentinelce pred boleznimi in prisilnim vmešavanjem. Leta 2018 je ameriški misionar John Allen Chau naskrivaj poskušal priti na otok. Domnevno je plačal ribičem, da so ga pripeljali blizu Severnega Sentinela. Od tam je uporabil majhen čoln, da bi se približal obali. Njegov namen je bil vzpostaviti stik in predstaviti krščanstvo prebivalcem otoka. Toda odziv sentinelecev je bil jasen. Ob enem od svojih prvih približevanj so streljali nanj s puščicami. Po njegovem dnevniku je ena puščica zadela njegovo Biblijo. Prvič mu je uspelo pobegniti, a vrnil se je. Ob svojem zadnjem obisku je ribičem rekel, naj ga ne čakajo več. Kasneje so poročali, da so videli, kako so domačini vlekli njegovo telo na obalo. Oblasti njegovih posmrtnih ostankov niso pridobile. To ni zato, ker Indija nima sposobnosti.
Odločili so se, da ne bodo poslali velike sile, ki bi lahko povzročila nasilje, bolezni in še večjo nevarnost za sentinelce. Pomembno je odstraniti napačne zgodbe o tem, da naj bi izvajali skrivnostna žrtvovanja v gozdu, saj za to ni nobenih dokazov. Prav tako ni nobene osnove za zgodbe o skrivnem templju ali nenavadnih ritualih proti letalom. Takšne zgodbe izhajajo iz ugibanj, saj skoraj noben tujec ne pozna njihove prave kulture. Prav tako ni prav, da jih preprosto opišemo kot krute. Z njihove perspektive so tisti, ki se približujejo, tujci, ki vstopajo v njihov dom, čeprav je jasno, da nočejo vzpostaviti stika in imajo tehten razlog, da se izogibajo. Nekdo od zunaj lahko prinese gripo, ošpice ali kakšno drugo običajno bolezen. Ker so dolgo časa ločeni od večjih populacij, morda nimajo dovolj imunosti proti nekaterim okužbam. To ne pomeni, da jih bo zagotovo pokončala navadna prehladna bolezen. Vendar obstaja resnična nevarnost, da se bolezen hitro razširi v majhni skupnosti, ki ima omejen dostop do sodobnih zdravil. To se je že zgodilo tudi v drugih izoliranih avtohtonih skupnostih. Po stiku je veliko ljudi umrlo zaradi bolezni, ki so jih prinesli tujci. Zato je najboljši način za zaščito sentinelcev, da jih pustimo živeti po lastnih odločitvah. Seveda, otok je tudi težko dostopen, okoli njega je koralni greben. Ob oski se pojavijo plitvi in ostri deli, ki lahko poškodujejo čoln. Prav tako ni primernega pristanišča. Močni valovi in spremembe plime trajajo dolgo. To otežuje varen pristanek. V notranjosti pa je gosta džungla. Toda najmočnejša ovira severnega sentinela niso koralni grebeni ali drevesa. To je odločno zavračanje ljudi, ki tam živijo. Niso turistična atrakcija, eksperiment ali skrivnost, ki jo je treba razkriti. Imajo pravico izbrati, da ne želijo stikov. Iz majhnega otoka v Indijskem oceanu se zdaj selimo v enega največjih deževnih gozdov na svetu. To je porečje Konga v Srednji Afriki. Obsega velik del Demokratične republike Kongo in nekaj sosednjih držav. Po velikosti je drugi največji tropski deževni gozd na planetu, takoj za Amazonko. Zelo je obsežen. Obstajajo kraji, ki so daleč od cest, bolnišnic in velikih mest. V nekaterih skupnostih je reka edina glavna pot v in iz kraja. Krošnja ali vrhovi dreves so zelo gosti. Zaradi tega le malo svetlobe doseže gozdna tla na nekaterih delih. Vendar ni res, da sonce ni doseglo tal že stoletja. V krošnjah so odprtine. Obstajajo podrta drevesa, reke, jasnine in sezonske spremembe, ki prepuščajo svetlobo. Prav tako celotna kotvina Konga ni samo močvirje in gnila voda. Obstaja suhi gozd, poplavni gozd, savana, reke in različne vrste habitatov. Velika nevarnost tukaj ni večna tema. Bolj resne so velike razdalje, omejena zdravstvena oskrba, oboroženi konflikti v nekaterih regijah, malarija in pojav nalezljivih bolezni. Tukaj so prvič odkrili virus ebola leta 1976. Ebola se ne prenaša po zraku skozi celoten gozd. Širi se s neposrednim stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okužene osebe ali živali. Ko pride do izbruha v oddaljeni skupnosti, ga je težko takoj nadzorovati. Lahko primanjkuje laboratorijev, zaščitne opreme, usposobljenih zdravstvenih delavcev in varnega prevoza. Včasih traja več dni, preden bolnik pride do ustreznega zdravstvenega centra. V nekaterih delih regije so prisotni tudi malarija, spalna bolezen, rumena mrzlica in druge bolezni. Vendar je napačno reči, da zdravniki še naprej odkrivajo skrivnostne viruse, ki ubijajo v nekaj urah, še preden jih prepoznajo. Kadar pride do nenavadnega izbruha, zdravstvene oblasti vzamejo vzorce in opravijo laboratorijske teste. Včasih traja dolgo, da ugotovijo vzrok. A to ne pomeni, da je vedno nov, neznan virus v vsaki odmaknjeni vasi. Trenutno se Demokratična republika Kongo še naprej sooča z izbruhi hudih bolezni, vključno z ebolo in mpaksom. Odziv otežujejo oddaljenost skupnosti, pomanjkanje virov, strah prebivalcev in nasilje na nekaterih območjih. Nekateri zdravstveni delavci so prav tako izpostavljeni nevarnosti, medtem ko dostavljajo zdravila, pregledujejo bolnike in spremljajo stike okuženih oseb. A to ne pomeni, da zdravniki nimajo možnosti za boj. Obstajajo testna cepiva za nekatere vrste ebole, izolacijski centri, sledenje stikom in pomoč lokalnih ter mednarodnih zdravstvenih organizacij. Poleg bolezni je kongovski bazen znan tudi po legendi o bitju Mokele Mbembe. Pravijo, da je to zelo velika žival z dolgim vratom, ki živi v rekah in močvirjih.
Obstajajo zgodbe o njej iz nekaterih lokalnih skupnosti in raziskovalcev. Nekateri ga celo primerjajo z živim zevalopodnim dinozavrom, vendar pa še ni nobenega zanesljivega dokaza. Manjka fosil, jasna fotografija, vzorec DNK ali telo, ki bi dokazovalo, da takšno bitje obstaja. Bolj verjetno je, da zgodba izvira iz napačnega opažanja povodnega konja, slona, velikega plazilca ali iz tradicionalnih zgodb, ki so se prenašale skozi številne generacije. Kongoška kotlina je res nevarna, a ne zato, ker bi bil gozd preklet. Pravi problem je oddaljenost številnih krajev od bolnišnice, cest in reševalnih služb. Ko se kdo razboli ali poškoduje, lahko traja več ur ali celo dni, preden pride pomoč. In kot sem že prej omenil, so tukaj leta 1976 prvič odkrili eno vrsto ebole v delu Demokratične republike Kongo. Vendar tukaj virus Marburg ni bil prvič odkrit. Prvič so ga prepoznali leta 1967 v Evropi, potem ko so laboratorijski delavci, ki so ravnali z opicami iz Ugande, zboleli. Ebola in Marburg se ne širita zgolj zaradi vročine v džungli. Običajno se prenašata z neposrednim stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okužene osebe ali živali. V nekaterih delih Srednje Afrike sta prisotni tudi malarija in spalna bolezen. Malarijo prenašajo komarji, medtem ko spalno bolezen prenaša muha cece. Dolgotrajno bivanje v gostem gozdu je tudi zelo naporno. Oblačila so povsem premočena, težko je spati, okolica pa je skoraj povsod enaka. Ko je človek lačen, utrujen in prestrašen, se lažje zmede, vendar pa ni trdnih dokazov, da bi to samodejno povzročalo halucinacije, niti da bi sam gozd samodejno povzročal hudo depresijo. Zdaj pa se iz Konga preselimo v Amazonijo, največji tropski deževni gozd na svetu. Razteza se čez številne države Južne Amerike. Zaradi svoje ogromnosti je veliko območij brez signala, jasnih poti ali hitre reševalne službe. Pogosteje tukaj preti nevarnost izgube orientacije, dehidracije, okužb, poplav, hitrih rek in pomanjkanja hrane. Eden najbolj znanih, ki je tukaj izginil, je bil Percy Fawcett. Leta 1925 je odšel v Mato Grosso v Braziliji skupaj s svojim sinom in enim spremljevalcem. Iskali so starodavno naselbino, ki jo je poimenoval Z. Po njihovem zadnjem sporočilu jih niso nikoli več videli. Do danes še vedno ni znano, kaj se je z njimi zgodilo. Možno je, da so umrli zaradi bolezni, nesreče, lakote ali nasilja. Toda Fawcett je imel prav glede ene pomembne stvari. Amazonija v preteklosti ni bila prazna. S pomočjo lidarja so znanstveniki pod gostim gozdom odkrili velika naselja, ceste, kanale, rezervoarje in platforme. To kaže, da so v nekaterih delih Amazonije obstajale organizirane in zapletene skupnosti že pred prihodom Evropejcev. Vendar to ne dokazuje, da je natančno izgubljeno mesto z resnično. V Amazoniji še vedno obstajajo izolirane domorodne skupine. Oblasti se izogibajo neposrednemu stiku, da bi jih zaščitile pred boleznimi, nasiljem in odvzemom zemlje. O Amazoniji obstaja tudi veliko legend, ena izmed njih je El Dorado. Začelo se je kot zgodba o vodji, ki je pri obredu uporabljal zlati prah. Sčasoma je to postala legenda o skritem mestu iz zlata. Veliko raziskovalcev je umrlo med iskanjem tega mesta, toda zlato mesto še vedno ni bilo najdeno. Obstajajo tudi zgodbe o anakondi daljši od 15 metrov. Res je, da je zelena anakonda zelo velika in lahko ubije kapibaro ali kajmana. Vendar ni potrjenih zapisov o živi anakondi, ki bi bila tako velika. Prava nevarnost pa je mravlja bulet. Njen pik je izjemno boleč in lahko traja več ur, vendar pa učinek ni enak pri vsakem človeku. Obstaja tudi znana zgodba o kandiruju, majhni ribi, za katero pravijo, da vstopi v človeško telo. Res je parazit drugih rib, vendar primanjkuje znanstvenih dokazov, da bi redno vstopala v človeško sečnico. Bolj kot to, je v vodi treba paziti na močan tok. Raža, električna jegulja, parazipi in bakterije. V Amazoniji so tudi rastline, jih uporabljajo za izdelavo kurarja. Nekatere avtohtone skupine ga uporabljajo na konici puščice ali pihalne puščice. Če v kri vstopi zadostna količina, lahko to paralizira mišice, vključno s tistimi, ki jih uporabljamo za dihanje. Vendar ni strupen, če ga samo dotaknemo. Na koncu ne potrebuješ prekletstva ali pošasti, da bi bili drevo smrti, Darien Gap, Severni Sentinel otok, Kongovska kotlina in Amazonija nevarni. Prava nevarnost izhaja iz velikosti območja, bolezni, zahtevnega terena, hitrih rek, omejene možnosti reševanja in človeških napak. Ti gozdovi niso zlobni, so le ekosistemi, ki delujejo po svojih lastnih zakonih.